Jaz sem zgubil sluh, tako da ne slišim nič. Pa je traja 16 do 48 ur, da pride nazaj ta sluh, pa mogoče ostane kaj dlje. Ura je 4 zjutraj. Kavica je, ne, ura je zdaj že skoraj 5 zjutraj. Čez 1 uro in pol imava let proti Phuketu, tako da dolga noč je za mama, ja, zelo. Ampak ja, gremo na morje, to je to. Preletimo, pristanemo, menjava denar, greva iz taksijem do pristanišča, greva iz pristanišča iz ladjo do Koh-Phi-ja, pa itek žurka celo noč do jutra. Ja, nič ne, mi dva imava, oziroma jaz imam že kavico spet tukajle. Prispela sva na Phuket, pristala sva, let je bil dokaj miren, velike tresel, sam pa što je po mojem zaradi teh temperaturnih sprememb pa vsega. Tako da ja, pristala, se sedla v taksi, ne pripelje čez cel otok Phuket v nekni na R Harbor, tako da imava pa zdaj ferry do Koh-Phi Islanda, tako da to bo dobro po mojem, je pa čist druga, tlele, mislim, meni je čist drugačka severa, ne prav, da je veliko bolj urejeno. Meni pa veliko kontra, ampak ja, to so mesta, zdaj bomo pa videli, kaj je ta čarobnost teh plaž pa vsega. Lepo smo zamenjali že cash, kavica, to, kar sem že rekel, je. Tako da malo pa treba eno hrano najdeti, ampak to pa bolj tam na otoku. Moram reči, da je tale vožnja s katamaranom kar avantura sama po sebi, tako da je kar dobra izkušnja. Po frizuri sodeč lahko vidite, da smo imeli pestro vožnjo. Zakon vožnja od Phuketa do Koh-Phi-ja, tako da zdaj smo pristali. Pristanišče, taki razgledi, noro je to, kar se pripelješ kaj do otoka, to sam gledaš lahko. Zdaj pa gremo lepo proti Pletu, pa najdemo nekaj za pojest. Pa se spočiti pa požurati, ne? Kaj se pa dela na Koh-Phi-ju. Sprehodila sva se do hostla, malo pogledala ulice, ker ni glih nekaj najbolj čisto, pa tako bi šlo v kreku, no. Šla malo na plažo, nekaj pojest, pač ok, Pad Thai je bil res odličen, plaže so kar lepe, ampak tako, zanimive, no. Ali je to sploh mogoče prvi dež na Tajskem in to na plaži? Evo, midva sva prišla na Koh-Phi, no, sva že nekaj časa nekaj pojedla sva, empir spila na plaži. Tako no, bomo malo več povedali, malo, ko pridemo enkrat v hostel, da ne napere zdaj kaj mačke. Pa so šla pa žurat, takole naročila bakete na plaži, sediš lepo, gledaš tele fire shove in pol se to v bistvu vse skupaj razvije v tako žurko, ki se predstavlja malo bolj noter in se žura do poznih jutranjih ur. Malo pa res hude te fire shove, pač kaj to delajo modeli, res noro. Dobro jutro iz novega dneva na Koh-Phi-ju. Ja, dobro jutro, ne vem, je dobro jutro ali je kaj drugega zdajle. Ker bi šel kreko naporna noč, zakon noč, ampak naporna noč, žurala sva do, ne vem, 3 zjutraj po mojem. Jaz sem zgubil sluh, tako da ne slišim nič. Pa je traja 16 do 48 ur, da pride nazaj ta sluh, pa mogoče ostane kaj dlje ta stanje. Tako da ja, vse je mrtvo, kjer benga ni, samo kakšni delci pridejo, memljajo vsake tukcaj, to je pa to. Koh-Phi, lep otok, zanimiv otok, ampak baje se je toliko moderniziral, da je noro. Ja, moderniziral tako na polno, tako da v bistvu Burger King, McDonald's, takoj, ko prideš iz pomora dol, pač posod so neki stori, ful so popularni te baketi. Tako vse cool otok, ampak je en dan po mojem čist dosti dobro. Če bi šla na ekskurzije, pač tam Monkey Beach pa Maya Beach, pa so dve najbolj popularni zadevi, ker je pač milijon folka, tam vsi grejo tja in to zgleda na slikah noro dobro. Ko si pa tam dejansko je pa to tako, pač, da bi bil, ne vem, nekaj, ki čakaš v vrsti, da prideš na vrsto, da se lahko slikaš, pač preveč ljudi. Vse je tako rahlo mazano po tleh, rahlo mazano tudi tako vzgori. Ampak ja, dober vibe, pač res je dobra žura. Bilo pa včasih
veliko manj popularno. No. Pač se mi zdi, da ta otok se v zadnjih 5 letih je ful dober na turizmu, tudi pobira, ne vem, 20 batov na osebo, ko pride, kar se da predstavljati, zato po mojem, po ene 5 evrov, 10 evrov keša na dan dobijo evrov, recimo samo zato, da priješ ti na otok. Da je dobra kulinarika, dobra pijača, poceni pijača, poceni vse. Zdaj grabim kavo, pa gasa dalje. Je pa v bistvu ful zanimivo videti, kako se ogromno rezortov gradi še, ogromno hostlov, hotelov in vsega, kljub temu, da je pač pol hotelov in hostlov pa čisto razsulo. Tako da to je res tako, greš, vidiš nek rajski hotel in pa greš mimo in vidiš, da vse plesni, vse razpada. Kar žalostno malo, ker pomisliš, to tako direktno po plaži, pač noro. Žurke pa zgledajo tako, da se usedeš pač na plaži, ampak to je tako res komadno zasedeti, pač ima stolov, vsega, kakor češ. Se usedeš in pa se ob 9 startajo te fire showi in to pač traja tako do recimo 11 po noči so te fire showi. Dvakrat pride 250 batov, kar je približno 6 evrov, 7 evrov in dobiš liter pa pol, pač ne vem, vodka kole ali pa gin tonik ali pa karkoli in to pač srebaš lepo in pa smrdi. Vsake pa je to tako zasmrdi, da je kar groza. Ja, in to pa lepo srebaš in se pol kar hiter nabere tega, ne. Tako da ja, pa greš pa malo plesati, malo v narekovajih, itd. In se noč razvije, kakor se. Ja, pa kakor sem že prej rekel, edini način, da prideš na otok je v bistvu s tem ferijem ali pa s speedboatom, kar pomeni, da plačaš pa že tam, ne vem, recimo ti pobere 10 evrov na osebo, pa speedboat fura 1 uro, ferij fura kar dlje. Ja, in te pripelje na en pomol, edino pristanišče in to je to. In tam plačaš 20 batov, greš gor in se začneš sprehajati po zelo smrdečih ulicah, no res tole je kanalizacija v bistvu po celemu Fifiju in to smrdi toliko, da se ne da povedati. No. Je tudi tako, da voda, naprimer, nama v hostlu voda smrdi isto. Je lep hostel, ampak pač voda je pa grozna. Cene so lahko zelo nabite, no, tako če greš v eno, ki je mogoče malo bolj urihtana, ali restauracija, ali kavarna, ali karkoli, tako kava, tako je 80-90 batov, kar je 2 evra pa pol. Mislim, kava tukaj na Tajskem se mi zdi, da res, čim greš v neko kavarno, ali pa tako je na 2 evra takoj. Če greš pa nekaj, kad dobiš neko instant kavo, jo pa pač plačaš 80 centov. Tako da to me je kar presenetilo, ker je hrana pač toliko cenej, ampak samo tajska. Kar se tiče evropejske kuhinje in tako, to je pač, ne vem, za burger, se daš 7 evrov, a ne, pa za burger pa bom free, ampak tako, če pogledaš, podaš pa za pad taj, za cel talar pad taja, ali pa, ne vem, pad sivi, ali pa kaj tega, je pa to v bistvu, kaj 80 batov pride 2 evra, pa se res ne ješ tako konkretno, tako da tukaj se res plača jesti tajsko hrano. Rogljički, te stvari, vse 2 evra, 2 evra pol, pač tako cene so kar navite, no, tako da 7-Eleven je zakon, 7-Eleven je ful poceni, noter dobiš vse, kar hočeš, res, to je tako, kot pri nas, ne vem, smo na nekaj bi primerjal 7-Eleven s kjer našo trgovino, ampak to je pač tako ful poceni, vse noter dobiš, kaj je neka bencinska, no, tako da bi jo postavil sred mesta, pa so posodno. Je pa franšiza to ameriška, najdeš se tudi pač po celi Aziji, v Ameriki in tako da, ampak le, overall se vidite zadnji, pač to je Fifi Islands, to je ena izmed najbolj znanih stvari na Tajskem, tako da pač je pa treba pogledati, ampak en dosti čez dosti. Zdaj še na viewpointe skočiva na Long Beach, pol pa ob 3 že imava ladica nazaj proti Phuketu in greva na Patong Beach, lepo se tam stacionirava za 2 dni, danes smo 7., 8., se vem, kjer ga smo, ampak zdaj enkrat je festival, Lantern Festival, ker tudi to bo ena čarobna izkušnja, tako da, cool. Za zajtrk sem si vzel tale roti s peanut butterom pa banano, pač to je res tako dobra zadeva, da bi lahko jedel to vsak dan, če bi bilo treba, 3-krat na dan. Pojedli smo palačinkico, da smo nekaj spravili vase in zdaj sva prišla do viewpointa number 1. Plačala 30 batov na osebo, da lahko stopaš, pa greš še do viewpointa number 2. Imaš tukaj v bistvu plakat, kaj je bilo pred tsunamijem, pa kaj je bilo po tsunamiju. Kjer je leta 2004, ne? 2004 je bil klet tsunami, ki je tako pač zbrisal otok, vse na otoku je šlo, pa. In pol so pač renovirali in tako in se zdaj sprašujeva, zakaj niso naredili malo bolj pač na proper, pa ki so renovirali, ne. Ampak mogoče so hoteli samo ohraniti tako, kot so imeli približno prej.
Je kar veliko zahoda, da priješ do tlele gor, no, oziroma ni toliko veliko, ker je veliko štenk, zašvicaš toliko, ker je toliko vlage v zraku, da pač dobesedno teče iz tebe ven. Danes po mojem alkohol, bolj kot ne, vodka, papir. Tako da, zdaj pa do viewpointa 2, ko se enkrat ne zbudi iz mreže viseče. Danes bo kar aktiven dan, vse pa 2 dni uživanci na Phuketu. Evo drugi viewpoint, tukaj pa lahko kar sediš pa kar gledaš, to je pa res lepo. Tako sva govorila zdaj, da koliko je zanimivo, da je na eni strani čist nizka voda, na drugi strani globoka voda za pristanišče. Koliko v bistvu zgleda malo mestece, čeprav, ko si pa dol pa se sprehajaš, pa tako kar hodaš po teh uličicah malih. Ampak te turistične destinacije, tale Monkey Beach, pa Maya Beach, pa tole, ko gledaš tja dol tele ladice, pač teh je tako 20 ladice tamle zdaj, ko se furajo, pa to po mojem sam krožijo skozi. Tako da mi dva nismo na mainstream turista, sva rekla, ne greva to. Samo zato nisva šla. Pol je pa prišlo na vrsto malo izležavanja na plaži, malo sem šla pogledati še mesto do konca, oziroma mesto, pač sam otok. Itek sva imela pa počas že katamaran, tako da sva mogla iti počas proti Phuketu nazaj. Pač tokle umazane so ulice, no tako. Ok, pa sva šla pa v bistvu že nazaj na Phuket in tole je Patong Beach, ena izmed najbolj znanih plaž na Phuketu. No, midva sva včeraj prispela na Phuket, Patong Beach, najbolj znana plaža na Phuketu, po mojem, mislim tako najbolj znana, najbolj turistična. In moram reči, da je res precej turistična. No, midva sva prišla zvečer, gužve itak noro na cestah kot avtomobili, na ulicah kot ljudje. Meni osebno, in tudi v bistvu nejo, no, ni všeč, zaradi tega, ker je res tako overly crowd, da se boste videli na klipih, ki jih bom dajal, pač to je folka, to je ta over turizem, ki pač pravi, ker to je toliko ljudi, da pač ne moreš nič več, vse je skomercializirano, te shopping centri, te v bistvu ulice shopping, ki te vabijo noter na vsakem koraku, te nekdo z roko vleče, grab, te tajske masaže s happy endingom in podobne stvari, pač to je tako ker malo preveč. Plaža itak ne bite polni ljudi, tako da na srečo ostanejo tukaj samo 2 dni, pa greva pa na Samuji v en bolj tako privat resort, pa tako, tam bo mečkem bolj na easy, pa tako. Ja, se je pa še nekaj zgodilo. A ne je včeraj zgleda mogel nekaj pojesti, nekaj popiti, nekaj tako ugotavljamo še kaj je pač bilo narobe, ker je bila tista stvar, ker je bila kar pestra nočno, v bistvu že večer in pol noč. Lahko rečem, da se ni nekaj veliko spal, več ali manj se je preživelo na WC-ju. Tako da smo imeli nažalost še ta experience tajskega food poisoninga in res ni bilo prijetno. No. Že jaz, ko sem bil samo zraven, ni bilo niti malo prijetno, ko vidiš človeka, kako trpi, pa tako, sploh si pa ne znam predstavljati, pač, kaj je nej preživljal, ker je bil na koncu toliko bogi, da je po mojem na koncu ob ene 5 zjutraj, 6 zjutraj od tega zaspal, ker je bil že toliko pač izmučen. Tako da jaz sam tudi kruzam zdaj lepo po plaži. Tudi ne veva, kva naj zdaj poje, kaj ne pije, mislim pije pač vodo. Malo sem kokosove vode prinesel, da se malo rehidrira, da dobi malo mineralov, pa to sam itak ne gre nič v telo, nič ne paše, nič tako. Tako da upam, da bo čim prej boljšno. Sem rekel, da grem tele hoditi malo po plaži, malo raziskovati stvari. Ne preveč daleč od hotela, da če slučajno karkoli se zgodi, če do česarkoli prije, da sem lahko čim prej nazaj v hotelu. Tako da ni prijetno, no. Sploh to je največ, ker ne veš, iz kje je bilo tisto, veš, ker pač pazva resno, mislim, da tako jeva in pijeva tako stvari, ki pač niso neke srove iz vodo tako oprane, da se jih ful ljudi dotika, pač tako, ampak tako prije, samo eno bakterijo lahko fašaš, pa je to. Tako da ja, zdaj pa raziskovati tole plažo, malo se po vodi sprehoditi, malo se sprehoditi nekam pojesti, malo na drugi konc, ker so viewpointi, pa videla, kako bo stanje. Je pa danes večer, iz 8. na 9. november, festival, Loei Krathong festival, mislim, da se tako nekako izgovori. To je v bistvu festival, ki je posvečen bogini vode. Gre za to, da se pač prižigajo na vseh območjih, kjer so jezera, morje in podobne zdajve reke, se te lampioni prižigajo in te kratongi, to so v bistvu taki iz bananinih listov narejeni taki lotosi, ki gor pa pride neka roža in svečka in pač to pa spustijo po vodi in se s tem zahvalijo in darujejo pač bogini vode
je zelo čaroben moment, ko se to vse spusti naenkrat in lampione v zrak in to po vodi. In tudi tukaj na Patong Beachu je to zelo popularno, no, v bistvu je tukaj eden izmed prostorov, kjer se to praznuje na jugu, ker to je bolj na severu popularno. Tako da danes večer bo po mojem ful luškano, ker bova lahko del tega, no. Mislim, da se bova naj sestavila do takrat že toliko, da bova lahko šla malo pogledati, kako pa kaj, se nesreča sva sred plaže, imava flat, tako da se že ful okrašuje, ful se že dogaja, tako da bo lušno bo. Je pa res smešen, kako te na vsakem koraku te vabijo noter, kamorkoli želiš, masaže, pač to tako, tudi se sam derejo za tabo skozi pridna masaža, pa daj ti malo še ponudijo, kaj happy, ne, pa to pa sledi tako, not happy, edo. Tako pač na drugi strani plaže je cesta, ki je pač skozi na polno prometa, in restauracija zraven restauracije, bar zraven bara, trgovina zraven trgovine, ampak to je res tako, pač restauracija ala varianta, ne vem, Australian Coffee Clubhouse ali pa Starbucks, McDonald's, Burger King, same neke italijanske restauracije, pač tako prav toliko turistično, da ne vem, če priješ na Phuket, kao, da boš izkusil tajsko življenje, pač ga ne boš, ker to ni isto. Lej si ne rečem, da ni lepo, vse, kaj pogledaš pač na plažo, pa tako je pač, vse so lepe plaže, pa lepo je, pa čisto, pa vse, sam malo smrdino, ampak pustimo to tako, ampak res toliko turistično, da bolj turistično ne bi mogli biti. No, dobro, da sva klele danes te izkusva ta Loy Krathong festival, pa jutri pa na Koh Samui, ki je tudi turističen, ampak tam sva si pač planirala to, da bo turističen in da imava resort in da bova lepo v easy lahko malo chillirala, se malo spočila od vsega potovanja in tako da bo ružno. No, se mi zdi, da sem rahlo prehitro upal, da ne bo z mano nič narobe, ker kar naenkrat sam zakuhal, vrteti začel, veš, feeling, da bo skupaj padel. Dobro, da sem bil glih v enem barčku, tako da sem šel sam na WC, itak se sedem na stranično školko in tada, ne, takoj pač si lahko predstavljati, kaj se je zgodilo. Na srečo sem 10 minut stran od hotela, tako da pešačam zdaj proti sobi in upam, da pridem do tja. Tako da, yes, Tajland, to je to. Naporno. No, da naredim en hiter update včerajšnjega dne, ki ni bil neki najbolj, kako bi rekel, poln dogajanja, ker je bilo tole najno, kako bi rekel, najen zapor. Na srečo, saj soba je ful velika, prostorna, zračna, klima lepo dela pa tako, ampak ja, bilo je obupno. Mislim, jaz sem jo še dokaj dobro odnesel. Sem sam enkrat šel v bistvu na WC, da sem driskal malo, po me pa sam pač trebuh, želodec, črevo pa hrbet toliko boleli, da pač nisem vedel, kam ne se obrnem, kako ne se obrnem. Ne imel, ker sem že rekel, na veliko bolj naporno noč. Pol čez dan je bil malo boljši, tako da je prej bolj rata kaj jaz, sva se jih malo izmenila, to da je lahko skočil do lekarne, da je vzel stvari, sem mu itak pač predlagal. Itak so takoj vedeli, koliko je ura, ker po mojem pridejo vsi turisti kleja, ne, tako da sva dobila njihove probiotike in prebiotike, da nam malo rihta črevesje, nekaj za drisko, nekaj za slabost, za bruhanje. Tako da zdaj je naslednji dan, sva dokaj v redu, no, jaz moram reči, da sem šel, mislim, tako utrujen si, a ne tudi prav, da je še ful zmatrano. Mene želodec boli, oziroma črevo me boli, no, tako po mojem tudi zaradi tega, ker nisem načedel, pa ker je vse razdražen, pa hrbet me nenormalno boli, no, tako da, ampak bova šla malo raziskovati danes, po mojem mečkem pogledati, tako imava sam do 11 klele hotel, pa morava check-out narediti, ker imava pol zvečer ob 8 let proti Koh Samuiju. Tisti Koh Samui, ki sva ga imela namenjenega zato, da bova izležavala, pa pač delala nič. Tako da, jaz sem tako rekel, če se je moglo zgoditi, to je dobro, da se je zgodilo to tukaj le v Patongu, mislim na Patong Beachu, ker pač je res mi ni všeč mesto, no, res mi ni všeč tako. Vse mora biti po moje na Phuketu nore plaže, tako če greš na sever, pa pol dol proti jugu, ampak mi ni toliko žal, kot bi mi bilo žal, naprimer, če bi na severu tako zbolela, ka pač tam je bilo pa res nepozabno, no. Tako da se vidimo danes izven tega apartmaja.